V tej vadnici vam bomo razložili načelo delovanja prioritet v Allplanu. Kateri element seka drugega in zakaj, ter kako določiti prioritete. Najprej bomo narisali zid iz opeke debeline 30 cm. Zidarska dela smo že naročili in prioriteto bomo pustili 100. V zavihku lastnosti oblike bomo še enkrat preverili plast in dodali animacijo površine. Pojdimo v urad. 30 let izdaja materialov. Masonry. In izberemo eno od priloženih možnosti. Povemo v redu in začnemo z risanjem zidu. Zdaj bomo narisali drugo steno, spremenili lastnosti in dali večjo prioriteto. Izbrali bomo armirano-betonski zid, vrsta dela so betonska dela in prioritet 200. V lastnostih oblike pod plastjo izberemo armirano-betonski zid. In še dodamo animacijo površine. Prav tako je treba izbrati eno od ponujenih šrafor. Da se opečni zid in armirano-betonski zid razlikujeta po prikazu površine elementov. Povemo v redu in rišemo AB zid. Kot vidite v tlorisnem in animacijskem oknu je opaziti, da armirano-betonski zid seka opečno steno in v tem prerezanem delu ni opeke. To pomeni, da ima armirano-betonski zid višji prioritet od opečnega zidu. Količina opečnega zidu bo zmanjšana za površino oziroma volumen prerezanega dela. In se bo tako obračunala v poročilih. Dodali bomo steber, ki bo služil kot vertikalni serklaž. Vertikalni serklaž bo imel večji prioritet tako od armirano-betonskega zidu kot od opečnega zidu. Steber bo širok in debel 30 cm, vrsta dela so betonska in armirano-betonska dela. Prioritet bo 300, material je armirano-betonski serklaž. Rečemo v redu in začnemo postavljati serklaž. Preden postavimo serklaž, je pomembno omeniti, da v tem majhnem oknu lahko izberemo točko, kamor želimo, da nam kazalec v Allplanu prikaže serklaž. Biramo med končnimi točkami in sredino, izbrali bomo sredino. Ko postavimo serklaž, lahko opazimo tako v tlorisu kot v pogledu skozi okno, da serklaž tako rekoč požre armirano-betonski zid in opečni zid, ker ima večje prioritete od istih. V primeru izpisa poročila bo Allplan volumen tega kroga odštel od armirano-betonskega zidu v betonskih delih in opečnega zidu pri zidarskih delih. Naslednja za narisati je armirano-betonska greda, ki bo imela največjo prioriteto. Uporabimo ikono greda, vdolbena greda, gremo pod lastnosti in določimo lastnosti grede. V lastnostih grede os nastavimo na sredino. Greda bo prav tako debela 30 cm. Pomembno je omeniti, da je prioritet 400. Nanesemo še en sloj in na koncu izključimo šrafuro tramovja za boljšo preglednost. Potrdimo v redu in rišemo armirano-betonsko gredo čez opečni zid. Od točke 1 do točke 2. V oknu perspektive vidimo trem, ki zaradi svoje najvišje prioritete seka vsak od elementov, na katere naleti. Ta količina ostankov je bila zabeležena in odvzeta v poročilih.